Dolgo je že v karavani najboljših slalomistov, evropski prvak iz leta 1996. Ne le on, vsa družina živi in uživa življenje očeta kanuista. Vedno pridejo prvi, zato njihov potujoči dom najdete tam, kjer je najbližji dostop do vode. Dopoldan, ko jaz naredim trening, potem tudi popoldanskem, kjer do 2-3 naredim drugega in po 4 uri si pozamem čas, pa se zdržim ali pa se z malim dvema. Je pa res, da v zadnjem letu je tudi turnik popoldanski zelo zaseden z otroškimi dejavnosti, ki jih imata oba otroka. Oba zelo rada gresta na vodo in sploh v poletnih času, ko sem jaz na tekmah, je najlažje, da potem po tekmi tudi oni, da gresta kje veslati. Ta avto ima že nekaj časa, ampak skoraj v bistvu zadnjih 10 let se kar skozi, če se le da, smo se s tem okoli vozili in v bistvu skoraj ni prostega vikenda. Tudi jaz tekme zelo velikrat kar zdaj zreduciram, pa gremo tudi na kakšno drugo zadevo, tako da vikende so pri nam zelo zasedeni. Letos sem se zadal bolj cilj v C2, da bi s kraljem Dejanom skupaj naredili en dober rezultat. Ampak smo potem že prejšnji vikend na Kolpi, pa danes slalom. V bistvu uživam, ker vidim, da te mladi vsi so dobri, ampak sem še vedno konkurent in v bistvu z malo drugim treningom se da tudi v kanuju še vedno. In seveda sem toliko tekmovalen, da se vedno tudi v vseh drugih stvareh zelo motiviram za vsako tekmo posebej. Mi da poskušava dopoldan narediti trening, pa proti večeru pa se tudi skupaj vidimo kdaj, pa se odpravimo na kakšno skupno turo. Ti je pa življenje na nek način, če temu lahko tako rečemo, precej olajšano, takole kot vidimo, kako vse skupaj poteka. Jaz recimo, če sploh na teh tekmah, ko so take, niso toliko velike ali pa da so blizu Ljubljane, potem jih s sabo vzamem, ker zelo težko bi, je kar naporno bi z 2 otroki sam doma. Tako da, kar se tega tiče, seveda grejo zraven, ker se v končni fazi je tista tekma porabiš 2 ure na dan, vseh ostalih 10 si lahko z otroci. Jaz sem čisto zadovoljen s tem, kar počnem in mislim tudi naprej, ko bom nehal probo to moje znanje prenašati na druge, če se bo le dal. Sicer je veliko stvari odvisnih bolj predvsem od financ, ker v tem trenutku v športu ni nobenega denarja, tako da tudi starši, ki imajo otroke pri meni v klubu, to je zdaj velik strošek njihov in tukaj je problem. Ampak drugače pa seveda, če se bo le dal, bom poskušal to znanje prenašati tudi na druge mlajše. Dokler bo rezultati, zakaj bi nehal, kot sem že rekel, še vedno uživam v tem in so naporni dnevi, ampak druge strani je pa tudi zelo velikokrat dosti prostega časa. Se vstanem vedno zgodaj zjutraj, ampak ni mi pa treba ob 8 službe iti, to pa meni veliko pomeni. In res se mu nikamor ne mudi, razen uživati v brzicah in v družinskem življenju. Tega ne bi zamenjal za nič na svetu. Kanuji, v katerih kleči že več kot 30 letja, pa so zgolj potrošni material. Zamenjal sem jih v moje na 150 seštevno, to je zelo na hitro. Hranim pa olimpijskega iz Aten doma, potem pa nekje še obstaja tudi moj prvi čoln, ampak ga ima eden moj kolega dal na Dolenjskem in mi ga obljubil, da mi ga bo enkrat v priliki dal. Tako obstaja tudi čoln mojega očeta z olimpijade z 72 nekje v Makedoniji. In smo tudi že počasi začeli ga iskati, ampak verjetno tudi unga dubam, tako da bo ena taka zbirka. Časa, ki je še moj oče dirkal, pa do sedaj.